Sem Dan Prohart, prihajam iz prelepe vasice Izbil, star sem pa 40 let. To se je v bistvu začelo že ful časa nazaj, ko je bila ta mala stara 4 leta, sva prvič posnela en video z njo sicer, kako je ona kuhala. Ful je bilo fajn, ful je bilo lušten, mene je to ful zanimalo že takrat, ampak nisem imel opreme, nisem imel računalnika, ne kamere in bilo takrat v njih časih to zelo težko skupaj zmontirati. Pol je pa tako prišlo, da po tisti moji nezgodi zdravstveni nisem niti vedel, kaj bom delal, kako gor dol in smo z bratom, mislim sestro pa njenim fantom, smo prišli dejansko na idejo, kaj če bi mi posneli en video za na YouTube. In potem se je tako skupaj začel. Jaz ful uživam v tem, rad ustvarjam, ki je res moja stvar in lahko delam v bistvu kar hočem, kar meni paše in to mi je the best. Brez njih se niti ne prijavil, če me ne bi to podpirali. In so res krasni. Žena bo zdaj skrbela za 3 otročke sama doma, tako da se je žrtvovala skoraj bolj kot jaz. Tako da ja, sem jim ful hvaležen, ful sem vesel, da so me spustili, valjda bojo pa navijali zame. Ja, vedno sem imel neko željo, da bi spet mogoče šel malo nazaj na televizijo oziroma da bi nekaj ustvarjal v tem smislu. Koncept oddaje je bil pa ja, na kuharski bazi, ampak malo bolj adrenalinski, malo bolj pustolovski, mogoče z nekakšno tako stvar, ki je bila včasih oddaja odklop ali pa adrenalina ali pa nekaj s tem povezan, pa da bi vse skupaj se nekako pol skupaj zdi. Ja, tiste kar preseka dobesedno. In življenje postaje drugačno, oziroma moraš najti neke nove stvari, katere te veselijo oziroma s katerim se ukvarjal. Rehabilitacija je vsekakor težka, tako fizično kot mentalno, ampak ja, neka volja do življenja, ki jo moraš imeti, te pa vleče naprej, pa otroci, pa družina, pa vse skupaj. Drugače sem zelo dobro delujem v stresnih situacijah, vsaj sem včasih, zdaj malo manj, ampak jaz upam, da se bom hitro sprostil pa začel uživati pri tem, da ne bo sam časovna stiska. Pač itak nimam znanja takega, kot bi si želel, ampak zato sem prišel sem, da se naučim stvari, to me ful zanima in vem, da bom tukaj res pobral to, da bom lahko še cel življenje to naprej uporabljal. Najbolj me skrbi pa časovna stiska, v bistvu, pa da me ne bi možgan zmrznil. Tako kot verjetno večina, ampak se mi zdi, da ja, da pri meni se pa lahko še kaj bolj zatakne. Ampak upam, da ne. Kuham skozi, je pa tako, da ja, pri tej guži otroci, služba, vse skupaj, bi se lahko več pripravljal, če bi imel več časa. Kakšne sladico več bi lahko naredil, ker nisem jih najboljši v tem. Ampak ja, vsaj neke osnove smo pa dali čez rečeno, vsaj približno. Pri sladicah se bomo veliko naučiti. Ampak ko mi čakam v bistvu, ker z novim znanjem, to bo spet neka nova stvar, ki jo lahko raziskujem in mi bo the best, spet nekaj novega. Jaz se bojim, da ko domov pridem, da bom let sam sladice pekal pa naprej. Tako je, da jaz nekih receptov, jaz zelo malokrat recepte ponavljam. Se pravi, enkrat nekaj naredim, je ful dobro, tega ponovati točno tako ne bo več na naših krožnikov, ampak bo neka drugačna kombinacija ali pa tisto, kar je pol v hladilniku, ki se naprej skombinira. Prav specifična recepta nimam, upam pa, da mi naredim enkrat eno dobro globovo.